Dan, dobrodošli v oddaji Eksistenca in esenca. Danes bomo govorili o življenju, takšnem in drugačnem, od modernem do. Tako je. Gre za to, da je življenje postalo v tem času digitalizacije in svetovnih razmer v družbenosti sami včasih tako sebi nasprotno, da je komaj verjetno, kar se dogaja. Govoril bom o dveh stvareh. Prva naj bo tematika o novi inkviziciji kot psihiatrični, politični, forenzični psihiatriji in o socialni psihiatriji mimo interesov zdravljencev ali tistih, ki jih ta psihiatrija obravnava. Začel bom kar neposredno. Vzemimo v ponedeljek desetega 11. 2025 je prišla, vdrla pravzaprav v mojo sobo neka navadno oblečena ženska, ob njej pa mlada, pobledela medicinska negovalka, ki je bila ves čas tiho. Ta ženska me je vprašala, kako se počutim. Bil sem urejen, seveda, lepo oblečen, in pravkar sem pisal o scientifikaciji en članek in drugi članek o referendumu proti evtanaziji. In ta ženska me je vprašala, kako se počutim. Odvrnil sem, da jo jaz sprašujem, kaj pomeni to vprašanje. Kako se počutim? Ali misli na moje počutje, na moje predstavljanje, na mojo zavest in in je odgovorila, ja, da me vprašuje, kakšno je moje počutje v domu starejših. Odgovoril sem ji, da se počutim odlično. Ženska je bila resno sovražnega obraza in me je grdo gledala. Na kar je dejala, česar sem seveda že navajen kot provokacije, da je v sobi češ zasmrajeno, na kar sem ji odvrnil, da sem pravkar zaprl celostensko okno in sem šel takoj odpreti okno znova. Pokazal sem ji tudi na tleh kamen, s katerim preprečim, da bi se okno zaprlo samo od sebe. Ko je videla, da ne more tukaj s provokacijo nič, je nadaljevala. In je rekla, da imam na polici, ki je seveda bila urejena, neke uvele rože. In res so bile uvele krizanteme in sem jim odvrnil, to so uvele krizanteme, ki jih bom takoj zdaj odvrgal v smeti. Seveda, ko je to nadaljevala s provokacijami, je spet sprašala, ker sem ji rekel, da se počutim dobro oziroma odlično, kako je z mojimi terapijami. In sem ji rekel, da jemljem tabletke, pokazal sem ji tudi škatlico s tabletami, ki sem si jo sam nabavil, in to za cel teden.
Tudi tu je morala biti nekoliko začudena in jezna, ker sem jim navedel vse tablete poimenoma. Zjutraj, popoldne in zvečer, kakor jih jemljem. Na kar seveda je imela vrsto opazk, da imam tako nepospravljeno, da bojo morale priti negovalke in da bojo morale pospraviti in počistiti sobo, ker je soba popolnoma, kot bi rekel, nepospravljena. Seveda to ne drži, kajti na svojem invalidskem vozičku imam naložena oblačila. In to je ta veliki nered, ki je to žensko zelo motil. In ko je govorila o pospravljanju, sem jo vprašal, ali to govori kot ženska ali kdo je. Na kar je rekla, da je ona konziliarna psihiatrinja v domu. Torej ni tu zaposlena. No in ko sem videl njen naklep, da me ima za bebavega umazanca, sem vendar ohranil dobre živce. Spet je opazila, češ, da je neka muha v sobi. In sem ji odvrnil, da pač pri odprtem oknu muhe včasih priletijo. Nisem ji pa pokazal seveda električnega loparja, muholovca in proti komarjem. Ves čas me je izzivala prav jezno in me je htela očitno prizadeti. In ko je bilo konec tega, bi rekel, zasliševanja in je že bila na hodniku in odhajala, sem jo vprašal, kako se piše, in seveda je odgovorila, da je pač konziliarna psihiatrinja. No, povedal sem ji tudi, v čem je, vprašal sem jo tudi, kdo jo je poslal. Rekla je, da je ni poslal nihče, kar je seveda neresnica, ker sama od sebe ne bi prihajala nenajavljena, in to v večernih urah ali pred večerjo, ki mi jo je hotela pokvariti in seveda pokvariti tudi moje dobro počutje. No in glede na to sem ji odvrnil, da obstaja spor med direktorjem doma in menoj zato, ker je direktor doma izobesil na oglasne deske napis, dokument, da nam odpira stanovalcem pisma, za kar je predvidena kazen, če to stori uradna oseba, 3 do 5 let. Zdaj je seveda spet rekla, da je to ne zanima. No, v redu, sem si mislil. Tudi to te ne zanima. Na kar sem pojasnil, da sem obtožil direktorja tega kaznivega dejanja po ustavi, ker sem povprašal prijatelja, doktorja, profesorja Ernesta Petriča, bivšega predsednika Ustavnega sodišča in pravnika in diplomata, kaj naj storim s tem zvezi, da nam direktor odpira pisma. In prijatelj Ernest mi je odvrnil, naj takoj tožim častno in prednostno, kar sem seveda tudi storil. Namreč direktor mi je rekel, ko vljudno sem ga prosil, naj odstrani te napise, mi je rekel, ja, jaz to delam. In konc. In je bil zvišen in brezobziren.
No, nadalje me je vprašala tudi, kako je z nekaterimi odnosi, in sem jih povedal, da imam sicer prijatelje in prijateljice, zdravnike in zdravnice, vzemimo Zdenko Slavec Zupanič, na kar me je takoj pretrgala in rekla, to mene nič ne briga, koga imate vi za prijatelje. To je popolnoma nepomembno. No, sem si mislil, če je ta ženska zdravnica, potem ne vem, kaj dela v tem cehu, da tako zaničuje tudi svoje poklicne tovarišice in tovariše. Skratka, njen namen je bil, kot sem sam pri sebi mislil in seveda tudi ugotovil, da me proglasi za opravilno nesposobnega in da me preko sodišča seveda spet spravi v kakšno norišnico, v zaprti oddelek s stalnim nadzorstvom. Skratka, kot da ne znam niti pospraviti sobe. Tu sem ji rekel, da bom sobo pospravil sam v 2 urah. No in potem je bil že red in mir. Vprašal sem jo tudi, če se bo drugič, če pride naokoli, najavila, kajti tokrat je vdrla v mojo sobo. In je rekla, seveda kot kakšna paznica v zaporu, da se ona nič ne bo najavila, ampak bo prišla pregledovati. Zasmiljala se mi je medicinska negovalka ali sestra, ki je tiho pobledelo stala ob strani in poslušala, kako me ta ženska izziva. No, in potem naslednji dan sem pa zjutraj šel vprašati, mimogrede, kako se je ta ženska, ki me je obiskala kot zdravnica, kako se ta piše. In na hodniku pred dvigalom mi je glavna medicinska sestra rekla, da se piše Žmuc. No in zdaj sem vedel, kdo je to. To je psihiatrinja, ki je hotela mene že spraviti na sodišču v norišnico, na zaprti oddelek s stalnim nadzorom, a je izgubila. Je skratka bila neverjetno nesramna, polna neresnic in očitkov, brez pričevalcev in brez dokazil. Takrat na sodišču sem jih tudi hotel pokloniti svojo knjigo Psihoterapevtski priročnik Nevidni ljudje, pa je odklonila, češ da ona ne bere. No, sem si mislil, pač ne bere. Izrekla mi je tudi, seveda na koncu, da kaj ne bi pisal pisma na njen e-mail, na njeno e-pošto, kar seveda ne bom storil. Na kar sem ji odvrnil, da bom o tem že pisal morda etični komisiji zdravniške zbornice. Skratka, to je prvi del, kako premagujem izzivalno krivične napade, pa ne vem, kdo pošilja ljudi, da me tako z vdorom v mojo sobo napadajo in si izmišljajo, kar je, kot je očitno, Jankovićevska metoda, metoda mafije. No in zdaj še druga tema. Govorim o sedanjem referendumu naslednjo nedeljo, 23. novembra tega leta.
ki ni posvetovalni, ampak zakonodajni referendum o tako imenovanem prostovoljnem končanju življenja. Se pravi, ne končanju kakega šivanja ali pa kuhanja, ampak življenja. Gre za to, da ta tako imenovani zakon sploh ni zakon v nekem pravnem smislu, marveč je pač bolj nekakšno pametnjaško skrpucalo. Vsi moji prijatelji in prijateljice zdravniki so proti. Tudi mnogi drugih poklicev v kulturi in podobno so proti. Da bi bil sprejet samomor ob pomoči zdravnika, ki ne bi imel druge vloge, kot da predpiše smrtonosno injekcijo, ne glede na svojce. Vsi izgovori, češ, da se to dogaja tudi že v nekaterih drugih državah, so nični, ker druge države niso Republika Slovenija. Sam osebno menim, da gre za spor med državo in cerkvijo. Država z vladnim šefom, premierjem Golobom in partijo Gibanje Svoboda hoče podrediti Slovensko katoliško cerkev tako, da ji jemlje javno besedo, kar lahko sicer cerkev kot civilna družba seveda stori. Tako se strinjam z izjavami v pridigah ne le ljubljanskega nadškofa metropolita, ampak tudi drugih škofov in duhovnikov, redovnikov in redovnic. Pretresljivo je, kaj povejo zdravniki sami, kaj povejo paliativni oskrbovalci in oskrbovalke o umiranju ljudi. Res je, vidiš, ko človek umira, ne more biti sam. Mora imeti nekoga, ki ga tolaži. Ker umira 2 uri, pravijo, ali 1 teden. Kot veš, sem sam bil 2-krat klinično mrtev, obojem življenje in seveda rad živim. Rad jem, pijem, sem urejen in seveda študiram in ustvarjam. Tudi v primeru, da bi bilo težko v življenju, bi jaz uredil tako, da bi ne umiral sam. Kajti dokler ne umrem, lahko govorim, da živim. In dokler živim, pač živim. In dokler pač živim, sem družbeno bitje in tudi slovenski državljan in evropski državljan in imam svoje pravice, zagotovljene za ustavo in zakoni. In seveda tudi svoj socialni status. V resnici res gre za neko podlost, ki je urejena denarno tako, češ da umirajoči pač stanejo, pri čemer se spomnim zdaj prijatelja, starega prijatelja, slikarja Franceta Slane, ki je umiral v sobi poleg moje in sva z njegovo ženo, zdravnico Alenko Žagar Slana, pri njem čepela. 3 leta je bil v tako rekoč v komi, se pravi v nezavesti. Občasno se je zbujal in jokal in jokaje nekaj trenutkov klical svojo mamico na pomoč. Potem pa spet potonil v globok spanec. In glej, prav France Slana je bil prijatelj, ki sva z njim v
konzorciju v prvem nadstropju in s filozofom, prijateljem Milanom Rakočevićem diskutirali smo vsakodnevno, tam je bil bife in France je prinesel s sabo včasih, ko ni bilo viskija, tudi steklenico viskija. Kadar je prisedel kakšen vohljač kot baš, je prav France začel take klati, take ostre, da je oni kar stisnil rep. Da ne govorim, da smo, kot veš, letovali skupaj v Piranu s Francetom in družino in podobno. Skratka, tudi France je umrl ob pomoči svoje družine. Da o drugih ne govorim. Res pa je, da je danes samomorilstvo strašna realnost slovenstva, ki pa ni stvar sedanjega trenutka v postmoderni dobi. Ampak imam celo vrsto prijateljev in prijateljic, ki so se ubili, in to v stiski, v duševni tesnobi, v razočaranju, nemočni, in ni bilo nikogar od njih, ki bi jih takrat, ko so naklepali to storiti, potolažil. Tolažba je potrebna in seveda razumevanje in vedeti, kdo vse dela samomore. Tu bi lahko naštel Emila Durkheima in njegove 4 načine samomora. Lahko bi naštel našega Milčinskega, ki je čudovito opisal problem samomorilstva na Slovenskem in druge. No, in tu bi še povedal anekdoto. Ko sem služil vojaški rok, sem bil tudi administrativni delavec, se pravi medicinec, administrativni medicinec na psihiatričnem oddelku. Zgodilo se je nekega dne, ko pride neki polkovnik na oddelek z vojakom, polkovnik ves pretresen, toliko, da ni jokal, pravi: veste kaj, bili smo na manevru in ta vojak je rekel, da se bo obesil, da bo napravil samomor. Kaj naj storim? Ne morem ga potolažiti. In takrat se je zgodil trenutek razsvetlitve. Naš primarij, psihiater, doktor, je rekel temu fantu v uniformi: tako, zdaj pa tu imaš, zdaj ti bom dal eno vrv, pa gledaj, da se boš lepo zdaj obesil, ne. 5 v sobo zdaj, pa bomo mi tu počakali. Fant seveda je odklonil vrv in seveda polkovnik je nenadoma bil potolažen in prav srečen človek. Mislim, in potem smo seveda tega zadržali kot zdravljenca, ki je v suicidnem trendu, češ hotel napraviti samomor, je pa to napravil iz tako imenovanega, kako bi rekel, psihotičnega momenta, grožen samomorom. Ni bil mamilar, ni bil pijanec, tudi ni imel družinskih problemov, ampak kar tako je hotel prestrašiti četo in seveda tudi svojega starešino in celo polkovnika, ki ga je pripeljal na psihiatrični oddelek. Mnogi samomori bi bili skratka preprečeni, če bi takrat tega poskusnega samomorilca tako prešinili, tako pretresli, da bi moral živeti in v tem hotenju bi lahko vztrajal in bi ne več trpel. Skratka, na referendum gremo proti zastrupitvi
z injekcijo proti tako imenovanemu samomoru, ki je pravzaprav zdravniški umor. In zdravniki, kot veš, so zavezani boju za življenje in zdravje. In Hipokrat pravi zdravnikom v nasvet: ne škoduj. Samomor je pa vedno škoda za osebo in njegovo družino. Toliko za danes.